Človek si ne pa nikoli mislil, ne, da lahko par štang toliko fukiš. Dobro jutro. Tam se mi zdi, da soseda mal meditira zjutraj na vrtu, zato ne bom preglasen, da jo ne zmotim. A že imamo lastovke. A vidiš tam negore vogalo so? Jaz sem zelo vesel, da jih imamo, zato ker pravijo, da prinašajo srečo, vse skupaj dosti boljše izgleda. Ampak treba je pa pucati, pa ne malo. Seronje male. V glavnem, tole je Lexus NX, a ti veš, zakaj je bil pri meni telih par dni? Zato, ker je prenovljen. Drugače pa današnji dan dosti preprost. Pičim v Mengeš, kjer poberem nalepke pri Klemnu, pa se posvetim temu. Polo vzamem pa nekaj, ki prihaja iz Španije. Pa veš, ko se mi zdi, da bi lahko naredil po stoletjih. Že dolg časa nismo imeli klasičnih sladko-kislih. Ok, Lexus v Plexus. Veš, Vlaček? Greva. Evo ga, jaz sem tukaj. Zdaj pa točno ima parkiran doma, ne vem, deci sem rekel, stari, če boš prišel po nalepke, prid jutr. Zato, ko se ti bo splačal. Oh, fuck! Stari no! Stari no! Zdaj pa ti meni povej, kdaj sem zadnje na enem dvorišču videl to pa to. GT2 RS, pa ne navaden GT2 RS. Če mene vprašaš, tale spek, to se pravi carbon fiber, okol, zdaj ko rečemo okol, ne, to tudi mislim. Carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Pa guess what? Carbon fiber. Pa znotraj tudi shitload of carbon fiber. Če pa slučajno še ne poznaš specifikacij starih 700 konjev na zadnja kolesa, do 100 koliko? 2.9, 2.8, glavnem praktično nič. Končno itak tam je 330, 300, po mojem 340. Pogledamo kabino. Stari leto, no. Evo, Racing Buckets, valjda kletka. Človek si ne pa nikoli mislil, ne, da lahko par štang toliko fukiš. Kaj se za ta avto vemo, ne, da je uspel narediti en tak svetovni nateg. Ja, ima tablice, lahko ga voziš po cesti, ampak čisto vsi vemo, da je to pravzaprav dirkalnik. Se veš, koliko se je pelil na ringu, ne? 6,47 pa drobiš. Zdaj pa, če si ne znaš predstavljati, koliko hiter je to. Jaz sem kar navajen hitre vožnje, pa sem bil na ringu na sopotniškem sedežu v Lexusu LFA na okol v 7,30. Stari, ko sem jaz iz tistega avta stopil, sem bil blesal še 3 dni. Tako da 6,47, 100 germansko beštijo, to je carbon fiber. Je pa hecen, ko je vse stvar perspektive, ne? Če bi bil ta dvorišče prazen, oziroma če tega ne bi bilo, pa če bi bil sam ta tukaj, bi že zdavni skup zlezel. Tukaj pa druge vrste erotika. Če ne zameraš, stari, jaz se tehničnih podatkov sploh ne bom dotaknil, ampak že sam dizajn, a veš, detajli, šipa, motor, detajli. Daj pogled to erotiko, no. Ne sam engine block, tudi vse, kar je okrog, karbona, kakor češ. Je pa ena stvar vsem hecna, ne? A vidiš, ta avto maksimalno učinkovit, hiter na pisti, pravzaprav potrga 99,99% vseh avtov. Ne, pravzaprav je v glavnem odlom. Če bi mi pa en rekel, Ciril, zdaj pa ti zber, kjer ga bi pa domov odpeljal. Na en način bi bilo čist nelogično, če bi rekel, stari, jaz bi raje Ferrarija vzel, ampak guess what? Jaz mislim, da bi raje Ferrarija vzel. No, mes, ki jaz bluzim v avtih, ne, pa tole nastaja. Pa še eno srečo imamo, zdaj Klemen je rekel, da mora dati Porsche noter. To veš, kaj pomeni, ne? Da sem kele zadnji v legu, pa malo poslušal. Hvala lepa. Klemen, lepo se me, ajde. No, zdaj pa, da se malo umirimo, najdem en plec, pa povem kaj o NX-u. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? No, ko smo rekli sladko-kisle, prva sladka NX je alternativc. In to mislim v najboljšem pomenu besede. A veš, že sam to, če ti si alternativa, če nisi mainstream, je lahko to tvoja prednost. Zdaj, kaj v tem primeru, v tem razredu je mainstream, kar se tiče teh dražjih tekmecev, sprav Q5, pa GLC, pa ajde recimo še X3, pa mogoče Stelvio, pa še kakšen. No in meni je alternativa pa že v osnovi všeč. Že sam zato, ker me rajca, da jih ni na cesti toliko kot tistih drugih. Druga sladka kabina, pa ne zaradi kakšne prostornosti, zato ker let's face it, ne,
prostora tukaj noter ni nadpovprečno, spredi, na drugi vrsti, še najmanj po kufru. A veš, jaz se tukaj noter dobro počutim. Detajli so poštimani, zici so svetovni, zvočna zatesnitev je top. Pa noben ekspert ne rabiš biti, da takoj vidiš, da se ta avto dizajnersko nekako upira enim takim splošnim trendom. Le takole zgleda z voznikovega zornega kota, vse skupaj je malo nenavaden, tale zaslon mimogrede je zdaj po prenovi večji, drugače pa lej, tudi take stvari so mi simpatične. Stikala klimatske naprave. Dost mejhna, lahko bi rekel, ergonomija ne štima čist, ampak pač meni nekako ustreza, da so ene stvari malo bolj posebne kot druge. Tretja sladka cena, vem, v osnovi je to zelo drag avto, mislim, da se vse skupaj začne pri 40 jurih, tale mislim, da je tam okrog 60, ampak ti bom tako povedal, ne, ko začneš pri tekmecih butati noter opremo, ki je primerljiva s tem, si mimogrede na 70-80. Četrta sladka ni dolg, ker je bil NX prenovljen, to pomeni malo drugačne luči, pa majčkeno drugačna maska, pa updatana varnostna elektronka. Tehnikalije se ne bom spuščal, ker se mi zdi to majčkeno dolgočasen, če te pa ful zanima, valjda pejte na njihovo stran ali pa zbrski kakšen članek na netu, kjer grejo bolj v detajle. Zdi se mi, da je to en tak privlačen element, če kupuješ nov avto, če ne daš malo denarja, ne, da veš, da pač ima ta najsodobnejšo tehnologijo, ki jo Lexus v tem trenutku ponuja. Enačka, zdaj pa kisla, ne? Kot jim rekel, pozornost do detajlov, to veš, da mi je všeč, ampak včasih pa kakšni detajli niso tako simpatični, po mojem mnenju. Tukaj recimo Lexus pokazal šraufok, s katerim so tale element gor prišraufali. Lej se zadeva zgleda lično, pa Lexus gor piše, ni da ni. Ampak če mene vprašaš, jaz bi ga raje skril. Druga kisla, ta avtomat, kot večina sodobnih avtov, vozne programe. Obstaja tudi program Šport. Vidiš tukaj le stikalo, takole ga vklopiš. No in takrat, in to spet ni nič nenavadnega, v kabino prek zvočnikov začne prodirati en tak malo bolj športen zvok, samo ta zvok sploh ni tako športen, ampak je tak zelo sintetičen, umeten. Se mi zdi, da 2018 obstaja tehnologija, da bi lahko naredili, pripravili nekaj malo bolj prepričljivega. Tretja kisla, infotainment, vmesnik, ne briljira. Ne bom rekel, da je slab ali pa kaj. Pravzaprav je čisto ok za uporabljati tudi tale ploščica, po kateri drsaš s prsti, da lahko upravljaš vse skupaj. Tako da vse skupaj izgleda, pa ko se s prsti sprehajaš po njej in ko priješ do stvari, ki bi jo recimo želel zbrati, ta ploščica malo zavibrira, ful je hecen. No, mene moti ena druga stvar. Veš, jaz sem se kar navadil uporabljati glasovno upravljanje v avtih. Moti me, da kljub temu, da je avto povezan s telefonom, da ne razume enih takih čist preprostih ukazov. Play music. No media device selected. A veš, na kakršen koli način jaz avto probam razložiti, da bi rad, da mi zašpila muziko ali pa podcast s telefona prek povezave Bluetooth. On pravi, da media device ni selected. Ja, jaz razumem, ampak če ti jaz rečem play Bluetooth, moraš ti to skupaj dati, pa reči, aha, ta ti bi rad, da mu nekaj prek telefona ali pa s telefona predvaja. To so simple stvari, to ni tako zapleteno. Ok, še peta sladka, podam pa mer. Peta sladka je hibriden pogon. Ta zadeva ima tako, čisto vsaka stvar prednosti pa slabosti. Mimogrede v nosu je 2,5 litrski bencinski motor, elektrika že na zadnja kolesa, drugače pa med prednosti štejem tiho delovanje, pa ful dobra odzivnost, pa tudi poraba je kar zmerna med 6,6 pa 7,8. Ampak jaz kot glavno prednost hibridnega pogona, pa ne sem pri tem avtu pri večini, štejem ravno to, da te nekako okrog vogla naokoli prinesejo, pa te ne bom rekel prisilijo. Avto te nekako sam od sebe usmer v umirjeno vožnjo, da se sploh ne zavedaš, da vse tiste odseke, ki si jih ponavadi vozil malo hitrejš, kar naenkrat voziš malo počasnejš. Včasih sploh ne veš, da ti nekaj tazga fejst paše. No, tako Lexusa sem vrnil, prevzemam pa tole punco tukaj, Seat Arona. Preden se vlog zaključi, pa mogoče sam še osnova, to se pravi Seat Arona FR 1.5 TSI 110 kW, to je tam okoli 150 konjev, to je točno 150 konjev. 6-stopenjski ročni menjalnik, osnovna avto tale je 20.583, testen pa 24.961. To je to, ljudje, lepo se imejte. Ajde.